tokrat občinskem informatorju. Na Ptuju opravili res trte pri gradu. Nepremičninska agencija Century 21 praznuje 8 let. Zveza prijateljev mladine Maribor išče prostovoljce za njihove aktivnosti. Simon Šerbinek odkrito o poskusu samomora in življenja po njem. Tudi hiša Stare trte bo obnovljena. V letu generala Maistra kmalu 2 večji prireditvi v Mariboru. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo na Ptuju, kjer so na dvorišču Ptujskega gradu opravili res modre kavčine, žametne črnine, potomke najstarejše trte na svetu. Poglejmo. Prvi rez je pod nadzorom mestnega viničarja Andreja Reberniška opravila ptujska županja Nuška Gajšek. Ohranitev stare trte je izrednega pomena. Govorimo o potomke najstarejše trte in najstarejše mesto v Sloveniji in najstarejšemu vinu v Ptujski kleti, ki zori, je seveda dovolj razlogov, da se vsako leto dobimo na grajskem griču, ker tako kot jaz tudi vsako leto omenim, da tudi Ptuj, če pogledamo v zgodovino razvoja mesta, tudi iz tega gospodarskega vidika je v zgodovini bilo precej odvisno tudi od vinogradništva, vinarstva v tistih starih časih. Na ta način tako poudarijo pomen vinogradništva. Tega strokovnega vidika sigurno začnemo res upravljati prej. Vendar, ker je vinogradništvo, kmetijstvo povezano tudi z najrazličnejšimi tradicionalnimi prireditvami in prazniki, kot jih imenujemo, in dejansko res je tista, ne, in vemo, vsi poznamo Vinceko res in podobno. Je eno tako, bomo rekli, eno slavnostno opravilo, prva res, ker nekako govorimo, da je začetek leta, tisti prvi ukrep, ko se vinogradnik sreča z vinsko trto. Po drugi strani na ta dan radi povedo, kakšno letino lahko pričakujejo. Konkretno danes že vemo, da narava prehiteva za 14 dni, to kažejo meteorološki podatki, tako da bomo spet nekako z strahom vsi zrli, kako in kaj bo, da ne bo slučajno prišlo do kakšne pozebe, da ne govorimo o ostalih razlogih. Po drugi strani pa smo veseli, če je ta pokazatelj, ki to narekuje, da lahko pred nami odličen letnik. Ne? Ob tem so sicer podelili cepljenki modre kavčine z listino o izvirnosti, ki sta jo prejela Vladimir Korošec in Lucija Kramer. Ptujska vinska kraljica je v govoru izpostavila del pesmi Toneta Pavčka. Kakor bomo rezali, tako nam bodo postregli. Tako da jaz mislim, da to nekako res drži za ta rez, ker je to prvo opravilo, ki ga opravimo v novem letniku in si nekako nastavimo, kako bo trta potem čez leto rastla. Lucija sicer prihaja iz velike vinogradniške družine. Osebno to veliko pomeni, predvsem pa, ko sem postala vinska kraljica, še takrat sem videla, koliko moja vloga pomeni ostalim ljudem. Temu sem zelo hvaležna in tudi prav zaradi tega se zelo rada udeležim takšnih prireditev. Za glasbeni dogodek so poskrbeli člani moškega pevskega zbora Jezero. Lepimo ga vsak po dva. Obiskali smo tudi uspešno mariborsko nepremičninsko agencijo, ki te dni obeležuje 8 leto delovanja, no podrobnosti pa v nadaljevanju. Nepremičninska agencija Century 21 je v 8 letih, ki jih obeležujejo, premagala številne izzive, a vedno ostala zavezana visokim standardom in ciljem. In ti so jih pripeljali na točko, kjer so danes. Postali so ena najbolj prepoznavnih agencij, ki gradi mostove med kupci in prodajalci. Vsake nepremičninske agencije je v začetku težko uveljaviti se na trgu. Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo stranke in širšo javnost prepričali in obvestili o tem, kaj počne nepremičninski posrednik. Strankam, potrošnikom, kupcem in prodajalcem zagotavljajo največjo mero varnosti v poslovanju z nepremičninami. To dokazuje tudi priznanje za najuspešnejšo nepremičninsko agencijo leta 2023. To je dokazilo našega uspešnega dela. Se pravi, da nam tudi stranke zaupajo, zato ker zelo veliko prodajalcev zaupa našim strokovnjakom svojo nepremičnino, da jo zares strokovno pregledamo in primerno na trgu tudi ponudimo. In to je priznanje celotnemu kolektivu za ves trud, ki ga vlagajo v svoje delo. Želijo si, da strankam pri njihovih težavah čim več in bolje pomagajo. Cele generacije dejansko spravljajo na kup in se trudijo pridobiti neko premoženje,
ki ga potem v nekem obdobju prodamo, zato ker nam več ne ustreza, bodi si po velikosti ali lokaciji, in ta posel na trgu ni najbolj enostaven. Trg je bil nekoč precej neurejen, brez dovoljenj so ljudje postavljali prizidke, garaže, a temu danes več ni tako. Na trgu se zadeve vedno bolj regulirajo, vse več je potrebno strokovnega znanja. Zaradi tega so se odločili razširiti dejavnost na arhitekturo in legalizacije. In ravno na področju legalizacij se je zakonodaja precej zaostrila. Nepremičnine brez uporabnega dovoljenja pravzaprav ni mogoče več prodati. Našim strankam tako ponujamo celostne rešitve, v naši agenciji lahko dobijo vse na enem mestu namreč. Z legalizacijo objektov vzpostavimo zakonsko domnevo, da objekt ni več neskladen ali nelegalen in lahko pridobi uporabno dovoljenje. Trenutno je sicer eden od pomembnejših načinov legalizacije zamrznjen in je v ustavni presoji, a poudarja, da to ne pomeni, da objekta ni mogoče legalizirati. Legaliziramo jih namreč lahko na druge načine, po drugih členih. Načini so sicer malo dolgotrajnejši, malo dlje trajajo, a na koncu stranki praviloma uredimo pravno stanje njene nepremičnine in zanjo pridobimo uporabno dovoljenje, da je potem primerno za prodajo. V omenjeni nepremičninski agenciji je zaposlenih 25 licenciranih agentov, asistentka pri administraciji, pravnici in arhitektka. Vsem skupaj pa je cilj, da zadovoljijo potrebe svojih strank. V Zvezi prijateljev mladine Maribor iščejo za več svojih dejavnosti zdaj prostovoljce. Več o tem nam je povedala Kornelija Kaurin, koordinatorica dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih. Prostovoljci Zveze prijateljev mladine Maribor so temelj, na katerem gradijo dejavnosti, je poudarila koordinatorica dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih. Vsako leto jih pozivamo, da se prijavijo na novo v različne programe, ki potekajo čez vse leto ali pa točno določeno obdobje. Trenutno pozivamo tiste, ki si želijo z otroki med počitnicami na morje ali na Pohorje, pa tiste, ki želijo delati v Mariboru, v Domu ustvarjalnosti čez vse leto, in pa letos spet po nekem času pozivamo vse tiste, ki si želijo usposobiti kot svetovalke ali svetovalci na tom telefonu, to je telefonu za otroke in mladostnike. Tisti, ki bi šli radi kot spremljevalci na Pohorje ali na morje, morajo biti polnoletni. Tudi za njih organiziramo usposabljanje, s tem, da čez vse leto te dejavnosti v Domu ustvarjalnosti pa vabimo tudi mlajše od 18 let, se pravi srednje šolce predvsem, da se recimo zdaj že malo pokažejo, kaj znajo ustvarjati, radi delajo z otroki in da se tudi naučijo, da vedo, kako poteka prostovoljsko delo. Tudi oni so vsi deležni usposabljanja, da jih seznanimo z, kaj je to prostovoljstvo, kako poteka, kakšne so pravice in dolžnosti organizatorja prostovoljskega dela in pa tistega, ki je prostovoljen. Tako mlade kot druge spodbujajo, da pridejo z lastnimi idejami. Sicer pa prostovoljci vsi, kot rečeno, usposabljanje naredijo, nekih groznih omejitev ni nikjer, razen pač, da so starostne omejitve navzdol pri nekaterih programih, tudi tom telefon seveda morajo biti polnoletne osebe, tu računamo predvsem na študente, ki imajo že neko afiniteto do tega, da svetujejo po telefonu. Nekateri se rajši pogovarjamo, da imamo osebni kontakt, nekaterim pa je tudi to ustreza, da se pogovarjajo s tistimi, ki pokličejo tudi kar po telefonu. Marsikateri prostovoljec ali prostovoljka se odloči za večletno sodelovanje. Na zadnjem skupnem srečanju je bilo več takih. V tem srečanju smo podelili tudi priznanja za 25-letno prostovoljno sodelovanje z našo organizacijo, ki je lani, mogoče kdo že slišal, smo že praznovali 70 let našega obstoja in tako da smo veseli, da imamo prostovoljce, ki zelo dolgo že sodelujejo. Veseli smo pa seveda tudi tistih, ki se zdaj odločijo in bodo od zdaj naprej naši prostovoljci. Na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor imajo zdaj tudi objavljene pozive za prostovoljce in tam so tudi priložene spletne prijavnice.
Gledališki igralec Simon Šerbinek je zaradi poskusa samomora ostal brez obeh nog. Odločil se je razbiti tabuje o duševnem zdravju in telesnih ovirah. Simon Šerbinek razbija številne tabuje o duševnem zdravju in telesnih ovirah. Življenje se mu je namreč pri 25 letih popolnoma obrnilo na glavo. In o tem je napisal knjigo, pripravil je tudi predstavo. Ja, v bistvu ko sem se loteval te predstave, tudi vmes razmišljal, če naj sploh govorim o sebi, če naj delam sploh to predstavo, če naj zberem dovolj poguma, da se predstavim na tak način. Ampak skozi študij predstave, skozi raziskovanje v bistvu teh svojih notranjih svetov, ker sem na nek način želel obračunati tudi svojim posttraumatskim občutkom v zvezi z nesrečo in vsem, kar se mi je dogajalo, mi je ta predstava pomagala v bistvu, da sem tudi sam prebrodil neke težave. Minilo je več kot 25 let, da se je odločil stopiti v javnost. Seveda, ker pa nisem želel ljudi zamoriti, sem tudi na nek način sam se večkrat pošalim na svoj račun, na svojo invalidnost in sem to storil potem tudi v predstavi. Danes je gibalno oviran zaradi poskusa samomora, ko je skočil pod vlak. Sem takrat prišel do neke točke, ko me tudi danes ljudje pogosto sprašujejo, zakaj sem poskušal narediti samomor. Ampak v bistvu niti sam točno ne vem, zakaj je prišlo do tega. Če bi me takrat nekdo potrepljal po rami in mi rekel, pa daj pridi na kavo, greva se pogovoriti, greva v bistvu malo prespati vse skupaj, se to morda ne bi zgodilo. Vesel je, da mu je življenje dalo drugo priložnost. V bistvu ostal brez nog, sem videl, kako je življenje krhko, kaj v bistvu pomeni ta povezava z življenjem, da lahko v bistvu zjutraj vstaneš, da lahko spiješ kavo, da se lahko družiš, da so mi bile te majhne stvari na ta način potem tako pomembne, da tudi danes vidim, da poleg vseh teh obveznosti, ki jih imam, je potrebno v življenju delati tudi te vsakdanje stvari, od pranja perila, od brisanja posode, kdaj zašraufati kaki šrauf. Več na lokalec.si, Zavihe Kodaje, moja zgodba. V Mariboru so se lotili tudi prenove hiše Stare trte. To bi naredili v 2 fazah, najprej bi notranjost, nato pa še zunanjost. Kaj vse to zajema, pa je povedal direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc. Da hiša Stare trte ni samo zgodovinski objekt, ampak tudi prireditveni prostor, je povedal direktor Mariborskega zavoda za turizem. Ko je bilo to prvič obnovljeno, takrat je tu bilo, vse treba na novo postaviti, to, kar vidite, so 2007 na novo naredili, tu noter so bili neki skladiščni prostori. Skratka, prireditveni prostor je bil najprej namenjen temu, da se predstavi zgodba najstarejše trte, da se govori o pridelavi vina v Štajerski regiji, o vseh teh vinarjih, ki so tu. Se je pa to skozi leta nekoliko spremenilo. Zunanji prostor smo uporabili bolj za druženje, zato da se kakšna pijača spije, se kakšna degustacija opravi in da seveda se izvajajo prireditve, ki so v interesu mesta. Pred 3 leti so naredili v istem prostoru tudi digitalno zgodbo, pred 2 letoma pa še interaktivno mizo. Zdaj pa imajo načrte za prenovo notranjih prostorov. Zunaj sicer to je bilo v prvotnem planu, ko je bila tudi obnova lenta še, v nekih drugačnih gabaritih. Bo tudi, vrt prenovljen, ampak to bo zdaj v naslednji fazi. To leto se ukvarjamo na notranjost. Zunanjost in notranje prostore bi radi povezali. Od zunaj kosite ne vabi noter. To bi seveda zdaj radi odprli, zato da prostor diha in da je normalno povezan notranji prostor z zunanjo teraso in potem seveda z promenado in nabrežjem. Struc je pokazal še podrobnejše načrte za notranjost. Ko stopiš noter, prideš na en velik kult in vidiš v bistvu povsod po stenah steklenice. V tem delu bomo imeli trgovino, se pravi, kjer bo hotel vino kupiti, lahko gre levo, si pogleda z tablico od kljuka, vse kaj hoče, se pravi, tudi to digitalizacijo smo upoštevali, da je digitalizirana trgovina. Desno je pa v bistvu dolg degustacijski prostor, med temi vsemi oboki bo v bistvu to po mojem ena izmed najdaljših miz zopet v Mariboru, kjer bo pa možno izvajati degustacije do 30 ljudi, ob straneh seveda še nekaj manjših sedežev. Vidite, da smo v obokanem prostoru, kar pomeni, da ob straneh bomo imeli nizko postavitev, na sredini visoko. Poskrbeli bodo tudi za razstavni prostor, pa tudi za sanitarije za gibalno ovirane. Mozaik na tleh, ki jih bodo sicer potemnili, bo ostal. In kakšen je finančni načrt? Nekje 700 000 bruto bo vrednost celega projekta.
večji del da Mestna občina Maribor in ministrstvo, seveda nekaj bomo tudi sami prispevali in bom rekel, taka konstrukcija pač na koncu mora zdržati. Veste pa, da se cene se dvigujejo nenehoma. Želijo si, da bi septembra že zaključili z vsem in bi takrat bilo pripravljeno za odprtje. V Mariboru pa bodo pripravili sklop prireditev Maestru v spomin. Gre za 2 dogodka, slavnostno akademijo in koncert domovinskih pesmi, s katerim Domovinsko društvo generala Maestra skupaj z drugimi obeležuje spomin na generala in pesnika Rudolfa Maestra. Pobudnik sklopa prireditev Maestru v spomin je zgodovinar Aleš Arih. Prva prireditev v Narodnem domu v Mariboru, to je 28. ob 19. uri zvečer. To je, kot sem rekel, slavnostna akademija. Drugi del tega projekta pa je 2. aprila in to v Unionski dvorani, ko bo imeniten koncert domoljubnih in maestrovih pesmi. Preteklo je namreč 150 let od rojstva in 90 let od smrti generala in pesnika. Maester zagotovo bi moral biti ikona tega mesta. Maester je zgodovinsko neločljivo povezan in žal se je skozi, posebej po 2. svetovni vojni, njegovo ime pozabljalo, lahko bi celo rekel, bilo je zamolčano, kar je bila velika krivica. In zato se je naše društvo vsa leta ukvarja s tem, da obuja spomina Maestra na njegove soborce. Pod taktirko profesorja Borisa Krabonja in Andreje Lep z Mariborske srednje ekonomske šole nastaja poseben recital, v katerem sva Maestra postavila ob bok Kajuhu in ta dva izvajata potem nek tak namišljen pogovor. Torej, soočila sva 2 pesnika, borca, domoljuba, ki potem izpovedujeta svoj pogled na narod, na ljudi, predvsem pa na žalost, ki je povezana z vsako vojno. To je tisto namreč, zaradi česar Maester ostaja tako živ v človeških srcih, ker ni bil samo general, bil je tudi človek, ki se je zavedal, da odhaja v smrt, v vojno, množica mladih ljudi, ki se ne bodo nikoli več vrnili. Na koncertu pa bodo prepevali večino Maestrovih pesmi. Njegove pesmi so navdihnile mnoge odlične skladatelje slovenske, tako da so jih mnogi napisali in mi bomo organizirali koncert v Unionski dvorani s 7 zbori, kjer bomo peli njegove pesmi, pa tudi nekatere domovinske in kakšno narodno. Vse te pesmi se bo lahko slišalo v Unionski dvorani 2. aprila ob 19. uri, recital pa v Narodnem domu 28. marca prav tako ob 19. uri. To je za danes v Občinskem informatorju vse. Želim vam lep preostanek večera in predvsem tudi lep preostanek dneva žena. Srečno!